Pridelki zaradi suše prisilno zorijo, je povedal Toni Trban s kmetije na Rojah v šentjernejski občini. Zato je nujno obilnejše deževje, če bi hoteli rešiti letošnjo letino. Največja škoda bo na koroziji, za siliranje in koroziji za roženje. Škoda na peščenih njivah je 70%, škoda na močni zemlji je pa tam 20–30%. Tolikšen bo pri njih izpad pridelka. Vsekakor bo suša vplivala tako na pridelovalce sadja in zelenjave, kot na živinorejce, ki bodo imeli manj krme. In v tem primeru pričakujemo, da bo strošek za rejce večji, nekje ocenjujemo 12–13% bo dražja pri reji mleka in pa pri reji mesa. In v tem primeru pač je to tako, da bi se moralo to poznati tudi na odkupni ceni, ker se pač s temi cenami ne da več vzrejati živali in prirejati mleka. Kot pravi šentjernejski župan Franc Hudoklin, bo škoda ponekod v občini celo med 70 in 80%. Zato je že obvestil regijsko komisijo in naslovil dopis na pristojnega ministra Franca Bogoviča. Jaz upam, da bomo vse naredili, da bi ti kmetje dobili povrnjeno to škodo. Če ne, seveda se bo moral verjetno nekdo v Šentjerneju počasal, bom rekel, končevati z ukvarjanjem kmetijstva, saj to so bili danes razgovori tudi s kmeti. Pravih kmetov je v občini malo, a je veliko družin, ki se zelenjadarstvom ukvarjajo dopolnilno. In tem je treba svetovati, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Cvetko Zupančič. Kdaj te pridelke pospravi, da bo najbolj primerno, kaj potem sejati, če bo dež, ker verjetno bo, vsaj pričakuje se tudi neko deževno obdobje v septembru, se pravi, nekaj se bo še dalo narediti na travinju. Potem pa bo treba pritisniti na državo, da kmetom pomaga z olajšavami, recimo pri davkih ali iz sklada za naravne nesreče, dodaja.